današnji tiskovni konferenci po seji Komisije za nadzor varnostnih obveščevalnih služb. Preden začnemo, vas povabim, da skupaj pogledamo nekaj slik iz iraškega Mosula, kjer je vidno totalno uničenje, ropanje, potem kraja, posredovanje oboroženih in končno za presenečenje, to so ni iraški Mosul, ampak Hamburg, potem, ko grejo čez skrajni levičarji. Gospe in gospodje, dobrodošli v Evropi 2017. To, kar se je zgodilo v Hamburgu, je streznitev za celo Evropo, ne samo za nas, kajti rezultat tega je, da po informacijah, ki smo jih danes dobili od obveščevalnih služb, bo sedaj celotna Evropa organizirala centralno evidenco levičarskih skrajnežev, enako kot to velja za islamske skrajneže, to se pravi za najbolj nevarne ljudi, za varnost ostalih in pa za premoženje. In v to centralno evidenco naj bi iz cele Evrope vnesli tiste, ki so nagnjeni k nasilju in ki organizirajo to vrstno uničevanje pod znakom Rdeče zvezde, kot smo mu bili priče zdaj seveda v Hamburgu, predtem pa že v Neaplu, pa še predtem v Berlinu, pa v Rimu, pa v Dortmundu in tako dalje in tako naprej. Skratka, po celi Evropi razsajajo skrajni levičarji. Medtem, ko še vedno poteka tisti ritual, pravzaprav, ko so praktično vse države Evropske unije preganjale skrajno desnico, najbolj seveda v Sloveniji, se v zadnjih letih kaj velikega se strani skrajne desnice sploh ni več zgodilo. Zadnje 3 leta praktično ni nemira, ki ne bi bil iniciiran se strani skrajne levice. Antifa deluje dejansko kot fašistično združenje, kot internacionalno združenje in ti ljudje so med seboj povezani in sodelujejo. In kar je za Evropo najhujše, ti ljudje so zelo tesno povezani tudi s islamskim ekstremizmom in tudi v Hamburgu, če pogledate po internetu, boste našli posnetke, ko so v ospredju sicer zakrinkanci Antife, zastave z rdečo zvezdo, srpom in kladivom, v ozadju pa grmi množica Allah Akbar. To se pravi, prišlo je do povezave med ekstremisti radikalnega islama in pa levičarskimi ekstremisti in to je bilo tisto, kar je v resnici v Hamburgu povzročilo takšno uničenje. Vsekakor so informacije, ki jih verjetno tudi vsi poznate, da so se posamezniki iz Slovenije tudi udeležili tega uničevanja v Hamburgu, to seveda s protesti, kot so poročali mnogi mediji, nima več prav nobene zveze, to niso nikakršni demokratični protesti, ampak gre za ropanje, za nasilje, za uničevanje, dejansko gre za novo obliko terorizma. Namreč, kaj je definicija terorizma po Wikipediji? Da je to ravnanje, uporaba nasilja, zato da vplivaš na ravnanje vseh ostalih. In točno to je bil cilj tega početja in točno tak učinek je tudi bil. Se pravi, dejansko smo priče novi obliki terorizma, le da je tokrat iniciiran se strani levičarskih skrajnežev. Kar se tiče udeležbe iz Slovenije, so dokaj zanesljive informacije, da so posamezniki pač tam bili. Zaokrožila informacija, o enaki so govorili danes tudi predstavniki policije, da je šlo tudi manjše število organizirano, to se pravi, šli naj bi 3 kombi oziroma avtobusi, pa seveda večje število ljudi z zasebnimi vozili. Vendar udeležbe v najbolj tej skrajni obliki na osnovi podatkov tistih, ki so bili aretirani, ki so bili legitimirani oziroma ranjeni s strani samih razbijačev oziroma teroristov, ni bilo mogoče potrditi za nobenega Slovenca. Vsekakor pa se podatki še zbirajo, tako da ta podatek se lahko še spremeni. Evropa se bo sedaj zagotovo organizirala drugače. Jaz upam, da, in to lahko govorim v imenu celotnega KNOVS-a, kajti tukaj je bilo mnenje enotno, da
bo potrebno zdaj resnično storiti vse, da se uveljavi tisto, kar bi moralo veljati pravzaprav že ves čas. To pomeni enaka merila za vse. Zadeva je bila popolnoma absurdna. Še en mesec nazaj, recimo v Nemčiji, če navedem samo 2 primera, so naredili pravo hajko proti, kot so rekli, desnemu populizmu, aretiranih je bilo 36 ljudi, zgolj zato, ker so na internetu objavljali dokumentarne posnetke o početju radikalnih islamistov. Podobne zgodbe lahko beležite tudi v Franciji iz preteklosti. Ravno tako se je to zelo grdo videlo ob protestih, ki jih je organizirala takrat Pegida, ob obletnici Taharuš Game, tistega ogabnega množičnega posiljevanja v Kelnu, ko je 2 dni pred tem Antifa, približno 300 pripadnikov Antife, razbijalo po mestu, tudi čist pred samo protestno akcijo Pegide, potem pa, ampak zgodilo se jim ni nič, policija sploh ni posredovala. Potem je prišla pa Pegida, nekaj tisoč udeležencev je mirno demonstriralo, nosili so plakate z napisom policisti, kje ste bili, in ne boste verjeli, kaj se je zgodilo. Te, ki so pa mirno demonstrirali na popolnoma legalen način na vnaprej prijavljeni prireditvi, so pa razgnali s vodnimi topovi in z udarno enoto policije. Skratka, tukaj je očitno, da je šlo za skrajna dvojna merila, ta niso bila značilna samo za Nemčijo, podobno lahko najdete tudi v Sloveniji, ko smo postavljali zdajle vprašanje v zvezi z nadzorom nad levičarskimi skrajneži, se je izkazalo, da tega praktično ni. Medtem, ko se je v preteklosti, to verjetno vsi dobro veste, zgubljalo cela leta za preganjanje nekih desnih skrajnežev, na koncu se je ugotovilo, da to sploh ne obstaja. Ne obstaja pač neka skupina, ki je bila nekoč Blood and Honor, ampak če vemo, da so s ljubljanskim županom, ki ni ravno zgodovinsko slovenske narodnosti, plesali po odru in to na srbsko kolo, to seveda ni noben nacionalizem ali pa desni ekstremizem, ampak pozerstvo. Skratka, tistih, ki pa resnično lahko ogrožajo javni red in mir, pa se očitno ni ustrezno obravnavalo, čeprav je tudi v Sloveniji do podobnega že prišlo. V spomin bi vam priklical nemire, ki so bili v času tako imenovanih ljudskih staj. Tam so sodelovale organizirane skupine, takrat so rekli, da je to šturm grupe FDV, dejansko danes bi jim temu rekli Antifa. Približno 300 posameznikov, ki so potem netali nasilje tudi v napadu na parlament in v Mariboru, kjer, kot verjetno veste, je prišlo tudi do poškodb večjega števila policistov, od tega eden, kolikor vem, ima še danes trajne posledice, nažalost. Skratka, zdaj bo Evropa ravnala drugače. Evropa bo organizirala centralno evidenco levičarskih skrajnežev in končno, ker tudi Evropa sama zdaj začela to obravnavati skupaj, se pravi islamske skrajneže in levičarske skrajneže, se bo verjetno Evropa začela soočati realno s tisto največjo nevarnostjo, ki je, ne samo za obstoj Evropske unije, ampak tudi za varnost, za civilizacijo, to pa je ta naveza skrajnežev med seboj. In upajmo, da v kratkem času dobimo tudi kakšno bolj spodbudno informacijo. Žal, samo osnovno dogajanje, priliv migrantov se dogaja naprej. Včeraj vsi veste, da je vladajoča koalicija enotno zavrnila to, da bi se bilo treba pravočasno pripraviti glede italijanske meje. To pa na domačem terenu ne daje ravno velikega upanja, ker gre za prvovrsten škandal, če smo realni. Kot rečeno, ko gre pa za preganjanje skrajnežev, pa upam, da se bo vsaj nekaj premaknilo. Jaz imam vprašanje. Pravite, da bo Evropa naredila centralno evidenco levičarskih skrajnežev. Ste vi dobili kako obvestilo o tem, oziroma kdo ta Evropa je? Gre za Europol, gre za Evropsko komisijo, Evropski parlament, Svet Evrope, Evropski svet? Kdo je ta Evropa? Europol. Europol. Vam je poslal, da bo to zdaj... To je bilo danes povedano se strani državnega sekretarja in potrjeno tudi se strani direktorja Sove. Se pravi, centralna evidenca je v nastajanju, že nekaj časa obstaja, ko gre za islamske skrajneže,
zdaj ne bi se dodalo še levičarske skrajneže, ki sodelujejo z njimi v navezi, pa tudi v navezi meddržavno med seboj in predstavljajo očitno in trajno nevarnost za varnost ljudi in za varnost premoženja. Pa obstaja tudi takšen centralni register desničarskih skrajnežev? Kot veste, v zadnjem obdobju se strani desnice ni bilo kakšnih prav hudih dogodkov, kolikor mi je znano, ne bi se vse to delalo hkrati. Zamaskirani, pa tudi Red Block, kjer je bolj ideološka komponenta v spredju. Ti aktivisti pripravljajo cirka 2 leti, oni so vozili opremo v Hamburg. Kako potem recimo niso obveščevalne službe tega zaznale, oziroma če so, zakaj niso o tem obvestile nemške obveščevalne službe, zakaj potem ta ni reagirala v Hamburgu enostavno že vnaprej ali pa bolj, kako naj rečem, bolj strumno? Če je kaj treba kritizirati v Evropski uniji, so to dvojna merila. Ko je šlo za migrante, sem o tem velikokrat govoril, ne? Migranti so ubogi begunci, pa je zdaj že po uradnih podatkih Organizacije združenih narodov samo kakšni 3% takih, ki bi bili dejansko ob uporabi pravih meril upravičeni do azila. Samo 3%. 97% je ljudi, ki so popolnoma ekonomsko ali pa ideološko ali pa drugače motivirani za to, da pridejo v Evropo. Po drugi strani je enaka zgodba, ko gre za preganjanje skrajnežev. Bile so, na veliko se je preganjalo desne skrajneže, čeprav še enkrat povem, v zadnjih 3 letih na tem kakšne velike zgodbe vsekakor ni bilo več. Po drugi strani se je pa Antifi oziroma levičarskim skrajnežem dovoljevalo neverjetne stvari. Antifa je razbila praktično cel Berlin, Antifa je razbijala po Rimu, Antifa je razbila Neapelj, razbijali so v Grčiji, potem razbijali so v nekaterih severnih mestih, v nekaterih nemških mestih na severu so cele mestne četrti zasedli pod zastavo Antifa skupaj s radikalnimi islamskimi skupinami oziroma migranti. Pri tem pa nihče ni ukrepal, zaradi tega, ker so bila dvojna merila. Nekdo je rekel, Antifa, potem mu je pa vse dovoljeno. Ne? In gospe in gospodje, to je potem pa rezultat teh dvojnih meril. Rezultat je podoben tistemu iz Sirije. To je prihodnost sveta pod levičarji. Če se stvari ne potegne pod črto. Nekje je meja demokracije in ta meja je za enaka za vse. Če je lev, desen, tak ali drugačen. To je meja nasilja. In to, da se je dopuščalo na ta način levičarskim skrajnežem priprave na nasilje, to so si vedeli, to ni bila nobena skrivnost, da se je dopuščalo, recimo, kot sem povedal prej primer, da so levičarji razbijali, ko je pa Pegida organizirala mirne proteste, so pa njih razbili. To seveda so skrajna dvojna merila, ki so popolnoma nedopustna, če spoštujemo pravo, so pa ideološko pogojena. In rezultat tega je to, da Evropa to plačuje. To plačujemo mi vsi s svojo varnostjo, z blaginjo, z žal tudi izgubo premoženja in z izgubo zdravja ljudi, ki so bili pri tem udeleženi. Jaz upam, da bo temu konec, vsekakor pa znotraj Knovsa je bila odločnost enotna, da je potrebno imeti enaka merila za vse. Hvala. Hvala.